zakon o odpravi privilegijev socializma in 20 let za večino slovenskih državljanov škodljive tranzicije. Ta zakon odpravlja nekatere privilegije, kateri so se nabrali še iz časa prejšnjega režima, niso bili odpravljeni, no in ureja tudi še druge stvari v smislu tega, da bodo po tem zakonu, ko bo sprejet, od vseh vzvodov odločanja odstranjeni kadri, ki so odločili o naši usodi tudi pred letom 90. To so naredile že skoraj vse postkomunistične države, razen Slovenije, lahko rečemo Romunija pred približno pol leta, Makedonija 1. septembra 2009, no o tem se v Sloveniji ni govorilo, ne vem zakaj, ker očitno je to tabu tema. No in mi pa čutimo to dolžnost, da ta zakon vložimo in da se začenjajo stvari urejati. In hkrati s tem smo vzeli zares besede predsednika države nedavno, da se začenja odpravljati s tranzicijsko navlako. No in to je del te tranzicijske navlake, s katero se pravi ta zakon se to umika. Kje se po vašem mnenju ta tranzicijska navlaka najbolj vidi? V katerih kadrih, v katerih elementih našega državnega sistema? Glejte, naredili smo tudi analizo, zelo precizno, s pomočjo dosjejev udba.net in bili smo, moram reči, zaprepaščeni. Ko smo ugotovili, da vse vzvode odločanja, ključne, držijo v rokah ljudje, kateri so držali tudi pred letom 90 te vzvode odločanja v rokah. In tukaj je ključen problem Slovenije. Tako da tudi ta analiza je narejena, na naši spletni strani je predstavljena, tako da verjamem, da boste pogledali, zakaj se gre. Lahko govorimo morda o konkretnih osebah že? Ja, seveda. Glejte, mi smo predstavili, jaz mislim, da tam 500 ljudi, kateri so objavljeni za mediji in priimki. Kateri so to, če lahko vsaj par jih naštejete? Glejte, gre tudi, naprimer, za čuda, za ljudi z tako imenovanega desnega pola. Potem se vidi, da je po letu 90 nastala v Sloveniji ena čudna situacija, ko so partija si je oblikovala navidezno opozicijo. In tudi zaradi tega ni prišlo do lustracije v Sloveniji. Ne? In zdaj konkretne imena in priimke, glejte, ves državni vrh, ne? Ko zdaj, naprimer, z gospodom Pahorjem, potem zanimivo je to, da ima, naprimer, gospod Igor Bavčar 3 dosjeje udbe. Takrat pa vemo, da je ob aferi JBTZ imel odbor za človekove pravice in je, se pravi, v 14 dneh so imeli 100 000 članov, seveda so vse tisto, kar bi delalo dobro, sproti odstranjevali, ne, da ne bi nastalo kaj dobrega. Tako da, težko je zdaj v parih minutah povedati vse to. Jaz verjamem, da zdaj po vložitvi tega zakona boste mediji naredili svoje poslanstvo, bomo imeli mogoče priložnost ga predstaviti v popolnosti in tudi s tem povezano, kateri ljudje so tukaj problematični. Še zdaleč ni res, da je kriva za današnjo situacijo kakšna globalna kriza. Krivci so tukaj. Stari gospodari, kateri so zafurali prejšnjo Jugoslavijo, so si vzeli leta 90 pravico, so peljali, se pravi, to tako imenovano tranzicijo zdaj 20 let in rezultati so znani. Slovenija je pred bankrotom. Torej menite, da bi večina kadra v visokem političnem vrhu se morala odstraniti? Seveda, vsekakor. Glejte, ta zakon točno precizira. Ljudje, ki so do junija leta 1988 bili na položajih in so ostali potem v politiki in so v politiki še danes, odločajo iz ključnih položajev v naši usodi, je čas, da se poslovijo in da se jim prepove za najmanj 20 let, da se grejo v politiko. Na njihova mesta, pa da ne bo napake, da ne bo kdo mislil, da mi želimo posesti njihova mesta. Glejte, v Sloveniji bo takrat v redu, ko bomo vsi skupaj v konsenzu sprejeli, da lahko pridejo v spredje samo najboljši kadri po sistemu, po pravilih stroke, morale in etike. In to je danes problem, ker imamo še vedno od leta 1945 negativno kadrovsko selekcijo. In to nas mori. Kakšen bo je postopek? Vi ste konec koncev le društvo, verjetno bi mogla kakšna poslanska skupina sprejeti ta vaš zakon in ga predstaviti parlamentu. Kakšen je postopek? Ja, gledajte, mi bomo zdaj ta zakon vložili. Predsednik Državnega zbora mora v
v času, zdaj v kratkem času, razpisati 60-dnevni rok za zbiranje 5000 podpisov podpore temu zakonu. Potem je pa seveda gre v proceduro parlamentarno, mi zahtevamo po hitrem postopku, ker se mudi, ker to norijo je treba ustaviti in računamo, da če ne bo drugače, bo pač treba to sprejeti na referendumu. Seveda so tudi tle določeni problemi, ampak jaz verjamem, da bomo združili te moči, ker 80% prebivalstva s tem zakonom pridobi. Zgubijo pa svoje privilegije, nič drugega tisti ljudje, ko so jih neupravičeno pridobili v tej državi. Kakšno upanje imate, da bo ta zakon šel v veljavo, kajti to pomeni, da bi se stolčki zamajali skoraj da več kot polovici naših državnikov? Ja, glejte, sej, to ni nobena tragedija, ne? To je pravzaprav plus, ker oni kadrujejo z 20% bazena privilegirancev, treba je pa začeti kadrovati iz 80% bazena kadrovskega deprivilegiranih drugorazrednih državljanov. Tako da, jaz povem samo nekaj, ne? Če bi se to zgodilo leta 90, kar bi se moralo, kot se je na Češkem, Slovaškem, v Nemčiji, bi bila Slovenija danes popolnoma drugačna država in bi bili uspešni in se pravi, bi se postavili v bok razvitim evropskim državam. Mogoče samo še zadnje vprašanje, kako konkretno se vidijo ostanki tega komunističnega režima sedaj v 2011, teh ljudi, ki so na teh položajih, pa po vašem ne bi smeli biti? Kako se vidi? Lejte, rezultati so jasno, gre za popolno deprofesionalizacijo na vseh segmentih naše družbe. Poglejte šolstvo, poglejte kmetijstvo, poglejte kamorkoli, gospodarstvo konec koncev. Slovenija je v razkroju in zato so točno odgovorni ljudje, ki imajo v rokah vzvode odločanja. Ne ljudje, ampak tisti, ki pač odločajo vsakodnevno. Kako vas naj podpišem? Kako? Kako vas naj podpišem, ime, priimek, funkcija? Jaz sem Ladislav Troha, predsednik Gibanja osveščenih prebivalcev Slovenije. Ladislav Troha? Da. V redu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Z zakonom, ki ga danes vlagamo v proceduro, pravzaprav vračamo Republiki Sloveniji njeno bistvo, kajti po ustavi je Republika Slovenija vladavina ljudstva. Nam so pa nekateri privilegiranci to vladavino ukradli, nas spravili v eno situacijo, ki je vse slabša in velika večina državljanov in državljank ima tega zares dovolj. Z tem zakonom imajo ti isti državljani in državljanke možnost, da sami odločajo o tem, kako naprej, kajti mi nujno potrebujemo en nov družbeni dogovor. Ne smemo dovoliti, da se ponovi to, kar se je zgodilo leta 1990 in 1991, ko so nas prevarali. Marsikdo se je takrat z orožjem v roki boril za novo slovensko državo, ampak nikako ne za takšno slovensko državo, kot jo imamo danes. In zaradi tega pozivam državljane in državljanke, da podprejo s svojimi podpisi tale zakon in skupaj naredimo tisto, kar je nujno potrebno. Se pravi, te prevarante, lopove in lažnivce je potrebno dokončno odstraniti iz slovenske politike. To je osnova novega družbenega dogovora. Hvala. Dobro, še vaše ime, priimek, funkcija? Andrej Šiško, predsednik Zveze domoljubnih društev Hrvardi. Magister Janez Šček v svoji knjigi Duhovni preporod oziroma drugačna politika. Kmalu zatem so tega človeka našli mrtvega na Šmarni gori. No, v njegovih knjigah pa gre za, moram reči, ne tako pogoste politične knjige, vemo, da jih ni na Slovenskem veliko. No, ena od teh drugačna politika je bila takrat napisana, no in o tem tudi ni slovenski narod ničesar izvedel. Niti v tem, da je on pripravil, se pravi, da je naredil analizo stanja takrat, napovedal vse, kar se nam bo zgodilo in čisto do črke se je vse uresničilo do zdaj. Manjka samo še epilog, katerega je tudi napovedal, kakšen bo. No in v sklopu te knjige tudi ta zakon, mi pravzaprav delamo po načrtih magistra Janeza Ščeka in zdaj se pravi, dajemo te njegove ideje, načrte v prakso. Res, da mogoče pozno, ampak boljše pozno kot nikoli. In to je potreba, da to naredimo. Ko sem vas vprašala za konkretne osebe, ste omenili samo Pahorja in pa Bavčarja. Lahko omenite še koga, kajti rekli ste, da več kot polovica državnega vrha? Ja, glejte, zdaj je, na primer, ne vem, predsednik državnega zbora, potem je predsedniki sodišč, potem konec koncev uredniki medijev, konec koncev
veliko ljudi, no? In čist konkreten spisek je na naši spletni strani objavljen. Že od lani tak čas smo ga objavili, pa moram reči, da nobenega ni v tej državi zdaj to zanimalo, ker očitno je to tabu tema in po moje novinarji ne smete, no? O tem govoriti. Pa upam, da se bo zdaj prebil ta zid, da gremo se pravi tudi to temo, v tej temi se pogovarjati o lustraciji, katera je bila izvedena, sem že prej povedal, v mnogih postkomunističnih državah, pri nas pa še ne. In ne vem, zakaj se o tem ne pogovarjamo in zakaj ne iščemo, se pravi, rešitve, katere so potrebne, da bi prišli do novega družbenega dogovora. Torej, po vašem mnenju bi morali državo voditi novi obrazi, ki niso obremenjeni s preteklostjo in niso delovali v takratnem komunističnem sistemu, ne? Vsekakor, lejte, ker mi imamo veliko strokovnjakov, veliko poštenih, pridnih ljudi, ampak ker so mesta enostavno zasedena s to negativno kadrovsko selekcijo, ne morejo priti v spredje. Ne? Pa ne bom zdaj govoril o konkretnih imenih priimkih, kdo naj bi bil. Lejte, pametno kadrovsko selekcijo treba narediti v vseh političnih strankah tudi, ne? Ker tu so ostanki totalitarnega režima, ker v vseh strankah se kadruje točno tako, kot sem prej povedal. Ne pride v spredje že v strankah ne ljudje, kateri bi delali drugače. Ker so vsa mesta tudi v strankah že zasedena. Z ljudmi, ki so, ne vem, ki so pač blizu vrha stranke, že sami strankarski veljaki, bom rekel, so na nek način obremenjeni s tem, da kadrujejo pač po svoji meri in nimajo pravih kriterijev za to, da bi res lahko se kvalificirali ljudje, ki znajo delati. Prej ste rekli, da ste poslušali tudi Danila Cirka. Menite, da vas bo sam podprl pri tem zakonu? Lejte, sem zelo realen, ne. Niti slučajno nas on pri tem ne bo podprl, ampak povem pa še enkrat, njegove besede smo vzeli še toliko bolj zares, ker to tranzicijsko navlako, med katero sodi tudi sam, je treba nujno odpraviti. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, če boste poštovali. Se kar tam zvrati snemite naprej. Mi smo svoje opravili, zdaj pa še. Tukaj, vse koreštno. Hvala lepa. Naslednji. Hvala. Hvala.